Mogoče se tudi vi zbujate po noči, ali pa se zvečer težko zaspite, ali pa se zbudite zgodaj zjutraj, prezgodaj in ste vsi utrujeni, vsi napeti. In potem čez dan življenje ni več tako, kot bi ga želeli, ker vaše telo ni več isto, če ne spi. In iz dneva v dan, iz tedna v teden je slabše in vi spite samo po nekaj ur na dan in še tiste ure niso kvalitetne. In čutite, da nekaj morate narediti, pa sploh ne veste, kje začeti. Mogoče ste poskusili že vse in ste si prezračili spalnico in ste si dali svežo posteljnino in ste pazili, kaj pojeste, da zvečer ne jeste in ste si zatemnili prostor in ste dali telefone stran. Potem je mogoče vzrok nekje globje in običajno je. A da gre za hudo nespečnost, je to povezano z neko zaskrbljenostjo, ko nam naš ne da spati. In v tem videu vam želim povedati povezavo med tem, da vi ne spite, in med tem povezavo med anksioznostjo, zaskrbljenostjo, paniko, stresom. Torej, naše telo je čudovito, ampak ima tudi svoje meje. In lahko samo toliko in toliko nekega čustvenega bremena prenese. Ali po drugače povedano, samo določeno količino sranja lahko pogoltnemo, potem ne moremo več. In ko je stres na stres na stres, naše telo v nekem trenutku pač ne more spati. Naša podzavest je polna nekih neprijetnih izkušenj, polna je občutkov, polna je strahov, polna je nemira, polna je negotovosti. In takrat se preprosto ne more izklopiti, ker sploh ni varno počivati, ker ni varno se prepustiti. In kako si v bistvu tukaj pomagamo? Najprej razumemo, da je vse to povezano z stresnimi situacijami iz naše preteklosti. In tudi, če se je to zgodilo že 5 let nazaj, 10 let nazaj, 30 let nazaj, v naši podzavesti se je vse vtisnilo v spomin in vsi občutki so ostali. In naše telo čisto vse ve. Naše telo ve in ima skrito vsako travmo, vsak težek dogodek, tudi če se je zgodil desetletja nazaj. In po nekaj skrivnostnih poteh, ki jih ne razumemo vedno čisto, naša podzavest ravno zdaj nam vrže ven ta naš nemir, ali pa sploh nismo nemirni, pa samo preprosto glava ne more spati, je skozi v nekem vzdraženem, vzburjenem stanju. In kako si takrat pomagamo? Ja, lahko vzamemo tabletko, ampak s tem čisto nič v resnici ne rešimo. Nisem proti tabletkam, če nujno rabite, vzamite, ampak pomembno je razumeti, kaj se dogaja z vami. In tukaj imata si nespečnost, anksioznost, panika podajajo roke in tudi izgorelost. Zakaj? Ker je preveč stresa v našem telesu. Preveč se je nabralo in glava ne more več utihniti. In kako zdaj to rešiti? Da se rešiti. Sam se boste mogli resno zavzeti. Morali boste se resno vzeti sami sebe. Morali se boste posvetiti malo sebi. Morali boste malo razmisliti, kaj so bile tiste stresne situacije iz mojega življenja, ob katerih se je vtisnilo v vame nekaj, kar danes sploh ne razumem. In morali boste malo sestopiti iz te logike v intuicijo. Ker logika naša nima zdaj tu več pravih odgovorov. Intuicija pa ima. In v veliko pomoč vam bo tu priročnik, ki sem ga napisala in ga lahko si snamete, 7 korakov za trajno odpravo anksioznosti. Ker gre v bistvu za isto stvar tudi pri nespečnosti. Čeprav boste zavili z očmi, jaz nisem anksiozen. Vas že slišim, vas že vidim. Ne, jaz samo ne spim. Ja, ampak to je vse isto. To pomeni, da vaše telo ne more več požirati sranja, ki ste ga doživljali od malega naprej. Kaj so bile te situacije? Malo razmislite. Kdaj sem se slabo počutil? Kdaj so bila obdobja v mojem življenju, ko nisem mogel spati? Mogoče to, ne vem, mamice ste se zbujale non-stop, ko ste imele male otroke. Ali pa kot otrok niste mogli spati in vas je bilo strah. In danes ste odrasel gospod, odrasla gospa in se isto počutite. Ja, seveda, zakaj? Ker so občutki ostali od takrat v vas. In po neki skrivnostnem sistemu so se ravno zdaj pojavili. Zakaj ravno zdaj? Ne vem. Vem pa, da če ne spite, potem vaše telo potrebuje pomoč. Če ste preutrujeni, če ste zaskrbljeni, če se ne morete spočiti, potem ste gotovo fizično zdravi, energijsko pa niste okej. Pomeni, da se je preveč stresa v vas nabralo in da je treba ukrepati. In zato, kot pravi, imate priročnik, preberite si, vzamite si čas zase, posvetite se malo temu.
Če pa se vam bo še vedno zdelo, da nič od tega ni logično, da to za vas pač ne drži, potem pa se lahko prijavite tudi na pogovor, kjer se bom iskreno z vami pogovorila, ali jaz, ena na ena, ali kdo drug, in bomo pogledali rešitev. Bomo pogledali, katere so bile pa tiste zgodbe, ki mogoče sploh se jih več ne spomnite, ki se vam zdijo čisto nepomembne, ampak so vas vseeno zaznamovale na nekem globokem otroškem čustvenem nivoju. Tako da vedeti morate, da ni nič sramotnega, če ne spite, nič ni niti sramotnega, če smo izgoreli, če smo izčrpani ali anksiozni. To samo pomeni, da se je preveč vsega težkega nabralo v našem telesu, da vaše telo kliče po pomoči in da je rešitev seveda možna. Jaz sem razvila čisto unikaten sistem, 3-mesečni program, kjer lahko rešimo čisto vse, kar se je, ali pa večino tega, kar se vam je nabralo v telesu, vas spet rehabilitiramo, vas spet postavimo, da boste polno živeli, da boste spali trdno, da boste veseli, da boste ustvarjalni. Ker naše življenje je vredno in dober spanec je vreden. In nič ni boljše, kot se temeljito naspati in se zjutraj zbuditi spočit. Tako da, če čutite, da telo rabi pomoč, mu prisluhnite. Naredite nekaj, vzamite si čas zase, razmislite malo o sebi, pa ne samo površinsko, tudi globje pojdite vase. In tisti, ki boste najbolj pogumni, bom zelo vesela, da se lahko srečamo na osebnem pogovoru, kjer lahko pogledamo, kako bi vi lahko v nekaj mesecih rešili še tako hudo nespečnost in še tako hudo utrujenost telesa. Rada vas imam, želim vam čudovit dan, preživite ga v veselju, v hvaležnosti zase, za življenje, ki ga živimo, in predvsem naredite nekaj, da boste lahko trdno spali, imeli energijo za vsak nov dan.